Spet z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. Tokrat gostim posebno gostjo Tino Hočevar, ki nam bo povedala o moji poti, ki me je vodila od čiste teme do, rekla dobesedno svetlobe, do življenja, o tehnikah, ki so mi pomagale in kaj sem naredila takrat, ko nobena tehnika več ni pomagala. Bodite z nami, ker boste zvedeli ogromno zanimivega. Oddaja Moj odnos do zdravja. Dobrodošli. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem povabila Tino Hočevar, strokovnjakinjo za razvoj potencialov. Študirala je razne pristope, kako priti do bistva človeka. Od numerologije, nenasilne komunikacije in mnogo drugih osebnih pristopov. Dobrodošla, Tina, v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala, Neja, za povabila. Ko smo se midve pogovarjali glede tvoje življenjske poti, kaj te je pripeljalo do tega, da si to študirala, si rekla, da si imela kar precej izzivov. Kaj se ti dogajalo, pa kdaj se ti dogajalo? Ja, že toliko časa nazaj. Pri 20-ih se spomnim, sem bila v čisti temi. Takrat sem bila tako na robu tega, ali še živim naprej, ali pa končam življenje. In takrat sem začela, probala sem vse mogoče, nič ni pomagalo in sem rekla, samo še to probam, če ne pa končam. In takrat sem se v eno skupino vključila, kjer so govorili, kaj je smisel življenja, in začela sem raziskovati in učiti se sproščanje, tehnike meditacije. In takrat se mi je v enem letu življenje čisto spremenilo. In v 2 letih sem bila dobesedno druga oseba. In sem takrat pri 22-ih začela že drugim pomagati, takrat študentom, ker meni je pomagalo, kako sem čez izpite šla lažje, kako sem sploh sebe zbalansirala, ker sem bila čustveno, duševno čist na koncu. Kaj pa si to delala? Kaj sem delala? Ja. V bistvu vsak dan, takrat sem res, eno leto sem si vzela pavze med študijem, pa sem vsak dan hodila na skupino, zjutraj, zvečer, kjer smo se sproščali. Učiteljica je govorila o tem, kaj je življenje, duša, te duhovne stvari tudi, da sem sploh en drug pogled na življenje takrat dobila. Ampak ja, v meni noč se je nekaj začelo spreminjati in iz tiste teme je ratala svetloba, če tako povem. Tako da sem v 2 letih prav začela že drugim pomagati, ker sem rekla, wow, to je meni pomagalo, nisem vedela, da bom sploh lahko preživela. In sem takrat začela že študenti delati in tečaj sproščanja sem vodila takrat in sem videla, da je to najlepši občutek na svetu, ko jaz delim nekaj, kar je meni pomagalo drugim naprej. In sem rekla, želim to delati celo življenje, karkoli že je. Izkusila sem nekaj, spremenilo se mi življenje, želim pomagati drugim naprej. In takrat se je pot moja začela. Tudi vodila do tega, kar delam danes. Verjetno so se tudi določeni pogledi potem spremenili, prepričanja, vrednote. Kaj se je spremenilo? Kaj je bilo prej, kaj je pol? Da malo pogledamo, kaj je na eni pa na drugi strani. Ja, čisto se je spremenil pogled. Prej sem se počutila, da nisem vredna, da življenje sploh nima smisla. Zakaj sem sploh tukaj? Ko sem šla na izpite, naprimer, to je bila takrat stresna situacija meni kot študentka, sem jemala izpit za nekaj najbolj pomembnega in če ga ne naredim, nima smisla živeti. In seveda, v odraslih ljudeh danes, ko delam z njimi, so druge situacije, ki dajo isti občutek. Če tukaj ne uspem, je konec življenja. To pomeni, da vsako stvar, ki je bila pred mano, sem gledala kot to, ali mi da življenje, ali pa končam, če ne bom uspešna. In to se je potem čisto spremenilo, da moj smisel ni bilo več, ali naredim izpit ali ne. Nisem pogojevala tega z mojim uspehom in vrednostjo, ampak sem začela delati na tem, da sem se vsak dan umirjala. Vsak dan sem takrat vstajala ob 3 zjutraj, ob 5 sem že začela z meditacijo, do 5 sem bila zunaj v gozdu, delala vaje, dihalne vaje, gibalne vaje, vse mogoče, da sem sploh preživela takrat. Takrat sem dejansko posvetila 8 ur na dan treningu, osebnem, duševnem, fizičnem, da sem prišla iz te teme ven. Zdaj ni to potrebno več, ne. Tudi zdaj nimamo tega časa, da bi 8 ur posvetili, ampak takrat sem bila, ali preživim ali umrem. Ampak danes so pa z malimi stvarmi, ki jih lahko vsak dan naredimo, zdaj to uporabljam, kar me je takrat spremenilo življenje.
Se je kaj takega v otroštvu dogajalo, da te je pripeljalo do tega, prav do tega razmišljanja, če ne naredim recimo izpita, potem je pa konec življenja. Ker, dobro, družba kot celota je tako zelo nagnjena k kaznovanju, ne. Če ne narediš v redu, si kaznovan. Če narediš v redu, itak nič se ne zgodi, ampak tako kaznovanje. Ampak mogoče imaš ti še kakšno drugo izkušnjo? Ja, nekaj so definitivno vzorci iz otroštva, kako je oče, na primer, pogojeval to s tem, koliko sem vredna, ampak vem, da je on po najboljši svoji moči naredil in deloval, ne. Danes razumem stvari drugače, kot sem jih takrat. Ampak ja, veliko je bilo iz tega otroštva, pa tudi vzorcev iz preteklosti. Ne samo otroštvo, ampak kako sta mama in oče bila tretirana od svojih staršev, kar sta prenašala nezavedno na mene. Veliko je tega, ne, lahko v globino gremo o tem. Ja, se prenaša iz, ne vem, kjerega kolena nazaj. Ja, tako. Ja. Ti si to zelo v globino raziskovala, ne? Tudi zdajle si rekla, ja, ker se prenaša od ne vem kje. Kateri študij ti je omogočil, oziroma katera spoznanja so ti omogočila, da si prišla do zavedanja, da obstaja nekaj več? Ali pa nekaj še globi? Občutek, ki sem ga doživela. Ko sem jaz šla čez razna ta učenja od različnih učiteljev, učiteljic, takrat, ko sem sama pri sebi meditirala, se sproščala, hodila v gozd, so prišla ta spoznanja v miru in tišini, ko sem začutila, wow, jaz zdaj doživljam to čisto drugače, kot da se odpre neko novo zavedanje, ne? Preko knjig, preko učenja, ampak najboljše prepoznave so mi prišle takrat, ko sem bila v miru in sem tisto vedenje v sebi not dobila. Ko mi je bilo prav vsakič, wow, a zato je to. Ko čutiš mir potem v neki prepoznavi. Se pravi, ti si imela en vzorc, ki te je moril, potem si pa prepoznala drug vidik, zakaj se ti je to dogajalo. A sem to prav razumela? Ja, nek vzorc je bil, jaz nisem vedela zakaj, ampak ko sem jaz šla v mir, ko sem delala na tem, da vsak dan delam, vsak dan nekako bi rekla, čistim vso ta čustva, negativo skozi sprehajanje, gibanje, dihanje. Ko sem jaz na tem delala, so avtomatsko prišle neke prepoznave. Veliko je bilo avtomatskega, dosti pa je bilo tudi od tega, kar sem slišala od učiteljev, kar sem prebrala v knjigah. Ampak danes vidim, da tiste znanja, to, kar sem slišala, ne bi padlo na plodna tla, če ne bi jaz zraven delala na miru, če ne bi delala na ne samo fizičnem čiščenju telesa, ampak na tem, da sem čustveno, duševno, duhovno skrbela za sebe. Bi bilo samo znanje, ki ostane tukaj v glavi, ne? Ampak ni šlo v globino. Tako da to je tisto, kar je spremembo naredilo. Sprememba v moji energiji se je zgodila, ko sem razne te stvari delala. Ja, jaz velikokrat rečem, ko mi ljudje rečejo, ja, se to pa vem. Ja. Če ne veš, če veš, pa ne prakticiraš, potem ne veš. In zdaj si tako lepo odgovorila, vse skupaj povezala, kako dejansko mora biti človek pripravljen, da ves ti znanje na plodna tla padeti, da potem lahko zaživiš to, kar si se naučil. In to je delovanje, to je predaja temu napredku. Ja, vse to, ko sem jaz pred 20 sem že knjige brala nekaj let, pa raziskovala, nič ni pomagalo, dokler nisem začela na tem delu spreminjanja svoje energije z nekimi stvarmi. Ne. Rekla si, da si ob 3 do 5 zunaj se sprehajala. Te je bilo kaj strah po gozdu se sprehajati? Takrat sem itak bila na tem, ali preživim ali ne. Samo mi preostane še nekaj narediti, da sploh se zvlečem iz tega. Ne. Tako da ne, ni me bilo strah. Na začetku je bila tisti občutek, joj, pa bo kaj narobe, ampak sem takrat že imela v sebi neko vero, jaz sem se odločila za življenje in sem zaščitena. Pa še takrat je bila res slepa vera v to. Ne. Tako da me ni bilo takrat več strah. Čeprav se je začelo s strahom. Ne. Ja, veliko ljudi takih stvari ne naredi zaradi takšnih in drugačnih strahov. To, da si prešla ta strah, je bila notranja odločitev, da želiš živeti. Eno je bilo notranja odločitev. Še prav na začetku se sploh nisem odločila, da želim živeti. Na začetku je bilo samo, ali mi to pomaga, ali pa neham. Ne? In potem, ko sem videla, da sem začela se počutiti boljše, je bilo ok, želim živeti. Drugače začenjam videti življenje. In ta vera v to, da mi ne bo nič, je res bila slepa, ampak mi nič drugega ni preostalo.
sem rekla, ok, jaz sem se odločila za življenje in kot da sem čutila ta občutek, da sem zaščitena, vse bo ok. Spet občutek je prišel, ni prišlo iz nečesa, kar mi je nekdo povedal, ampak iz tega, ker se je moja energija že začela spreminjati, nisem bila v tisti temi, v kateri sem bila in zato sem drugače čutila tudi to jutrajno sprehajanje po Rožniku. Pa vaje. Ja, super. Ker jaz recimo, ko grem narediti kakšne take stvari, težje stvari, ki mogoče grem preko enih takih vzorcev, v splošno uveljavljenih vzorcev, recimo sprehajati se ponoči, ne. Vedno je neko zaupanje znotraj mene, da se vse zgodi točno tako, kot je prav. Ja, jaz tudi dostikrat, ko rečem, ko mi rečejo ljudje, vse se zgodi z namenom, ne. Jaz tukaj malo drugače gledam, jaz rečem, vse se zgodi, ja, z nekim namenom, ja, ampak namen ni vedno dober, ampak če jaz delam na tem, da ohranjam mir, povezavo s tem višjo ljubeznijo Bogom, kot jaz rečem, če jaz ohranjam to povezavo, lahko tudi stvar, ki je bila namenjena mogoče za negativno, najdem v tem nekaj pozitivnega in se obrne pozitivno. Tako kot ljudje dostikrat, ko grejo čez bolezni, a ne, isto, ko sem jaz šla čez svojo situacijo, jaz bi lahko končala svoje življenje, ampak zdaj mi je ta stvar pomagala. Ne, takrat je prišla ta svetloba, ta ljubezen, ta Bog, kot danes rečem, ne, v moje življenje in sem začutila, ok, iz tega najslabšega trenutka v mojem življenju danes lahko pomagam drugim ljudem. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Pogovarjali sva se o tem, kako pride točno ta prava energija, ko se odpreš, ko zaupaš, ko narediš korake naprej k sebi. In kaj je bilo tisto pri tebi, da si res naredila potem slovo, da si naštela, da si ogromen stvari že počela, pa mogoče kakšne detajle tudi za naše gledalce, gledalke. Kaj je bilo tisto, kaj lahko naredijo, da pridejo bolj v stik sami s sabo? Kot sem rekla, takrat sem začela s temi tehnikami, ne, in mi je pomagalo od fizičnega gibanja. Ni bilo samo ena stvar, ne, pa ni bilo trenutka, ko sem rekla, zdaj pa je slovo stare Tine, pa se bo nova Tina rodila. Ni bilo to, ne, ni se to zgodilo takoj, ampak dala sem si najprej mesec časa, sem rekla, če mi v enem mesecu ne pomaga, je konec, ne. In sem po enem mesecu čutila, wow, malo boljše se počutim, na tem izpitu me ni bilo tako strah, ok, grem naprej, ne. In bilo je od fizičnega gibanja, zgodnjega vstajanja, meditiranja, sproščanja, tehnik dihanja, poslušanja, znanja o tem, kaj je življenje, kdo smo, duša, vse te stvari, ki so bile takrat tako nove, ki sem jih brala, ampak nisem pa v resnici o tem govorila, nisem se pogovarjala, nisem z drugimi ljudmi delila teh stvari, ne, in poslušala na tak način. Tako da to je vse bilo postopoma. In potem sem pa, ja, to so potem bila leta, ko sem začela že deliti te stvari naprej, ki sem se jih naučila. Potem pa sem tudi šla v času študija že v tujino in potem po študiju tudi v tujino, tako da sem dosti let preživela v tujini, kjer sem se izobraževala na različnih področjih, od life coachinga do različnega načinov pomoči, svetovanja ljudem, do, kot si omenila, nenasilne komunikacije, do vsega tega. Vse to so bile stvari, ki so šle z roko v roki in čutim, da tako, da vsak dan, ko jaz pri sebi naredim svoj ritual, svojo rutino, je nek korak temu, da se na novo postavim. Tako da se vsak dan postavim, ok, to, kdo sem jaz, zakaj sem tukaj, kaj je moj namen. Je vsak dan znova. Jaz ne verjamem, da je en trenutek, ko spremenimo, ampak da je vsak trenutek oziroma vsak dan znova, kjer se lahko odločimo, kaj bomo naredili. Zdaj me je tole spomnil, enkrat me je eden vprašal, ko imam posebno vajo Ivitalis, energijska kavica. Pa je rekel, ja, pa zakaj jaz zjutraj ne bi to energijsko kavico delal? Saj zjutraj se zbudiš poln energije, pa greš v življenje, ne. Sem rekla, da ta energijska kavica je tako kot splaviti ladjo,
v morje in da mi našo ladjo vsak dan v morje v življenje splavljamo in da zato narediš to energijsko kavico, zato da se ladja takrat prevrne k noter. V morje pristanejo, da tako na čim bolj tak smooth, ko se reče, mehak način pristane, da gremo skozi cel dan na en tak prijazen način. Katere vaje pa ti delaš? Saj tako, kaj jaz delam? Naprimer, jaz verjamem, da ko po noči spimo, seveda imamo dosti vsega, ne, zbudimo se, dostikrat ne sveži, novi, prerojeni v nov dan, velikokrat ni tako, ne. In zjutraj imam ponavadi 7 pojsli in se najprej sproščam z zaprtimi očmi, diham, se sproščam, molim na svoj način za ljudi, za svoje bližnje, za svoj dan, potem pa grem na balkon. Zdaj, včasih, odvisno kakšno je vreme, grem ven na sprehod, zdaj, ko je tak čas, sem na balkonu enih 20 minut do pol ure zjutraj, kjer naredim fizične vaje. Najprej, ker je mrzlo, pa mi paše, da me fajn prebudi, da se kri požene po žilah, tako da fizično naredim različne vaje, od tresenja do skakanja, do tapkanja po telesu, do čisto stretchinga, ne, raztezanja. Tako, in potem pa se usedem, potem pa včasih kaj berem, včasih nadaljujem z molitvami in z zahvalnostjo za dan. Tako da to je nekako vse skupaj od pol ure do 1 ure. Tudi jaz sem takšna, da ne maram se vsak dan držati iste rutine, tako da imam obdobja, ko delam, ne vem, pol ure nečesa, imam obdobja, ko delam 1 uro, spreminjam to skozi leta. Pa ples je en pomemben del. Dam si glasbo tu zjutraj in zaplešem, zamigam, tako da mi tudi to pomaga, da grem bolj tako z veseljem v dan. Jaz sem takrat, ko sem imela raka, ko sem bila v procesu ozdravitve, sem si dala, moj cilj ni bil, da hočem priti do ozdravitve raka. Zato, ker nisem vedela. 5% sem imela pač možnosti, da se ozdravim. Vse moje prednice so itak umrle za rakom, se pravi, nismo vedeli, kam bomo prišli. Mislim, 5%, če ne vzamem pač farmacevtskih produktov. In jaz se nisem odločila, ker sem gledala, da je to išlo vse v grob. In edini moj cilj je bil vsak dan 1 uro plešem, 1 uro se smejim, pa 1 uro pojem. Zato, ker da je bila ta energija veselja skozi prisotna. Saj sem še druge stvari delala, ampak prav to je bil moj cilj, da ohranjam to veselje. In to, kar si rekla, ja, ta ples je tudi pri meni ena taka ključna sestavina mojega dneva. Ja, in tako jaz ljudem, ko imam delavnice, pa individualno, ko delam z njimi ali pa predavanja, tudi ponavadi delim, dajte si vzeti minutke na dan. To so ti minute, vedno podarjam minuto. To sem pa začela uvajati v Singapurju, 10-11 let nazaj sem šla v Singapur živeti in tam so podjetniki, ko nimajo časa za nas. Če bi rekla, 10 minut si vzemi na dan, pa se sproščaj, pa dihaj, bi rekli, nimam časa. In potem sem začela z minuto. In sem videla, da tisti, ki so delali minuto na dan, nečesa, so v 3 mesecih začeli videti rezultate. Ni bilo niti enega, ki ne bi začel videti konkretnih rezultatov. Ampak minuta je lahko, da minuto daš roke na srce in dihaš, lahko je minuta tega, da vstaneš, poskačeš, zaktiviraš telo. Tako da to so vse take male stvari, ki nam lahko pomagajo, da se naša energija spremeni, da je drugačen fokus, da smo bolj v miru, kot da bi stresli preprogo, pa malo prah odpade, ne? Pa smo bolj čisti. Ja, ta z minuto je res zanimiva. Jaz imam sicer na 3 minutah. Aha, no sej. Potem se povečuje, ne? Ja. Ampak 3 minute jim rečem, ti to lahko narediš, tudi se z avtom peleš, pa si pred semaforjem, pa semafor je rdeča, pa ti narediš vaje. Zdaj, te vaje, ki jih jaz učim, so pred televizijo, če imaš čas pred semaforjem, ali se peleš z avionom, z avtobusom, z vlakom, ali sediš, ne vem, v čakalnic, ali si pa v postelj pa te vaje delaš. Zmeraj lahko delaš te vaje. Samo opomnik rabimo. In zato jaz ljudem ponavadi rečem, vzemite si nalepkice kakšne, daj si jih naokoli ne vem, in v avto in po stanovanju, da te spomnijo, ko vidiš, ok, dih, izdih, tukaj sem. Sploh ozaveščanje, ne, sebe v trenutku, ker smo tako živimo po enem defaultu, kot na tekočem traku in seveda takrat se ne začutimo, kje me kaj teži, kje me tišči, kaj bi mogla zdaj izraziti, kje mogoče nisem poslušala sebe.
ko gremo v default, ne? Zato pa je fajn te trenutke si vzeti, ko se vsaj začutimo. Na začetku, ko učim to ljudi, daj ustavi se, začuti se, vprašaj se, kaj potrebuješ. Včasih ljudje sploh ne vejo, kaj pa potrebujem, se ne vem, nič ne potrebujem. Ker se tako niso navajeni poslušati, ampak živeti za druge. Ja, v redu je živeti za druge, če najprej za sebe poskrbiš, drugače ne gre, ne? Tle se čisto ujameva. Jaz zmeraj rečem tisto, je slovenski pregovor, če ni, še vojska ne vzame. Sprav, če nima nekdo kruha, ne more vojski dati kruha, če nima vode, ne more vojski dati kruha. Ampak, če mi nimamo najprej ljubezni za sebe, kaj bomo dajali drugim? Tako da zelo zanimivo. Je kakšna taka misel, ki bi jo rada podelila z našimi gledalkami in gledalci? Bom ti še omenila par stvari, ki so prišle kasneje v življenju, ko sem videla, ko nobena tehnika ni pomagala, ampak glede teh tehnik, kar govorim, ja, misel to, da ne glede na to, kako se mudi, kako je stresna situacija, je res pomembno se ustaviti, ko je najmanj primerno se ustaviti, zato ker bo naslednji korak bolj v pravo smer. In tu se ponavadi mi zahakljamo, ne? Gremo, moram zdaj hitro, mudi se, takoj moram rešiti. Ampak dostikrat pol gremo, ali se zaletimo v steno, ali gremo v napačno smer. Tako da vedno poudarjam, res ustavi se, zadihaj, pa je tako preprosto začeti. To, vedno rečem, vzamite si te minutke, te sekunde, če ne drugače. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bova nadaljevali s pogovorom. Vi pa si oglejte na www.bisernica.si darilo, kjer vam podarjam brezplačni masterclass Moč tvojih možganov. Ogromno stvari si za sebe naredila in tudi povedala si, da je fino z majhnemu začeti. Mogoče še kakšna tvoja izkušnja, ki te je pa potem pripeljala res do tiste večje svobode, res take ekspanzije. Ja, to, kar sem prej omenila, ne, kljub temu 26 let se že ukvarjam s sabo, bi rekla, ne, delam na sebi, vse tehnike, metode, vse, kar sem se naučila in sprobala in mi je pomagalo in s čimer pomagam drugim ljudem že vsa ta leta, ja, vse to je v redu, ampak sem pa pred nekaj leti prišla do točke, ko nič več ni pomagalo. Ne, nobena tehnika, kar sem jo delala, nobena metoda, tu šla sem, takrat sem hodila od terapevta do vsega, ne bi rekla, kaj nisem bila. Nič ni pomagalo in sem bila samo toliko, da sem se držala na gladini. In takrat vem, da sem hodila po gozdu, šla sem gozd in rekla, jaz več ne morem, ne vem, kaj naj naredim. Nič mi ne pomaga, da bi mi tukaj se naredil nek preklop. In sem rekla, Bog, če obstajaš, prosim, pomagaj mi, jaz ne morem. In sem vsak dan, 3 mesece, sem vsak dan šla tako v gozd in sem rekla, prosim, ščisti to iz mene, pomagaj mi, da zadiham, da se osvobodim teh vzorcev, ki jih ne morem preseči. 3 mesece sem to delala. Prosila sem takrat za čudež, za neko konkretno stvar. In čez 3 mesece, ko sem hodila po gozdu, sem dojela, da ne da se ta konkretna stvar se ni zgodila, ampak sem bila osvobojena vsega tega, kar sem čutila in mi je bilo, čudež mi je bil. In takrat sem čutila, danes rečem temu, božja ljubezen. In že prej sem skozi verjela, da nekaj je, ampak na tak način, ko sem to doživela, to ljubezen, te kreacije življenja, čemu rečem Bog, ne v katoliškem smislu, ko so nas učili, ampak Bog kot ljubezen, kot kreator življenja. In to mi je bila tako močna izkušnja, da od takrat naprej sem se začela vračati na Boga. In tudi ne glede na to, kakšne tehnike uporabljam, ne gre dan, da ne bi rekla, Bog, vodi me skozi to, pomagaj mi, da karkoli delam danes, da delim to, kar imam za dati, čemer lahko pomagam ljudem in vodi tiste ljudi k meni, ki jim lahko pomagam skozi tvojo ljubezen. Tako da, ja, tehnike so v redu, ampak brez tega, da jaz
vsak dan poskušam, vsak dan se povezujem, rečem, Bog, pomagaj mi prepoznati, kdo sem, pomagaj mi živeti to, kdo sem. Iti v tišino, iti v molitev. Brez tega vidim, da tehnike so lahko samo do določene mere pomagajo. Lahko nekaj let, ampak ko pride do trenutka, tehnika ni tisto, kar me bo rešilo. Ampak moje vedenje, da je nek kreator življenja mojega in da svojo močjo lahko samo do neke točke pridem. Če pa se odprem Bogu, te ljubezni, ki me je in nas je ustvarila, pa je neomejena pomoč, ki jo lahko dobimo. Da obstaja nekaj več, ne? In to je tisto, kar mi je dejansko spremenilo življenje bolj kot karkoli prej. Karkoli prej v življenju, kar sem se učila. Da se spomnim ene zgodbe, ko se je pogovarjal, zdaj bom imenovala Janez z Bogom, ne? Pa je rekel Janez, veš kaj, Bog, ti nisi z mano. Sploh takrat ne, ko je bilo najtežje. Je rekel Bog, ja, poglej stopinje, ne? Pa sta pogledala, pa so bile skozi stopinje, ne? Z Janezu je bil skozi Bog zraven. Pa je Janez rekel, sam lej tle, ker mi je bilo pa najtežje. Tukaj pa tebe ni bilo, so pa samo ene stopinje. Pa Bog reče, takrat sem jaz tebe nosil v naročju. Tako da takrat je, me je kar malo tako stisnila od te veličine, ko človek to spozna, da dejansko smo majhni. To, ko sem potem tudi pomislila na vse te trenutke, ki so mi bili najtežji v življenju, pa kje je bil Bog, če obstaja. Dejstvo je, da sem doživela, da je ta ljubezen kreator življenja. In če se vprašam, kje je bil takrat danes, lahko se zavedam, da ne bi bila, vem, da ne bi bila več živa, ne bi bila tukaj, če ne bi bilo pomoči. Če ne bi ta ljubezen uporabila to situacijo, da grem naprej in da danes lahko dajem ljudem to, kar sem se jaz odločila dajati, ampak verjamem, da me je življenje tako vodilo. Kar je bil plan za Kar je bil tebe, plan, ja. Kar je bil božji plan. Ja. Kako pa ti zdaj tu poslovno, se pravi svojim strankam, kako njim pomagaš? Kako delaš z njimi? Ker vem, da obvladaš ogromno tehnik, ampak zdaj so do tega prišle, da včasih je treba se predati. Ja, to je zdaj moje, dosti sem raziskovala in dosti sem uporabljala, še vedno uporabljam numerologijo, da prepoznam potenciale nekoga, ker se veliko vidi v človeku o tem, ampak osnova mojega dela je svetovanje. Dejansko, ko je nekdo pred mano, skozi pogovor, skozi vse stvari, ki jih vem, ki sem jih izkusila, ki so meni pomagale, pomagam človeku začutiti sebe, svojo bit, videti sebe v vsej te lepoti in dobroti, ki jo imamo not, in pomagati z različnimi načini, kako tiste stvari, ki pa niso od Boga, ki so stari vzorci, ki so stara prepričanja, kako tiste stvari preseči. Ampak najbolj je pa to, da pomagam ljudem videti sebe v te božji luči, v božjih očeh. Na načine. Ja, se ti zdi, da te vzorci niso od Boga, ker jaz jih smatram, da so, ampak niso z namenom tukaj zato, da nas maltretirajo, ampak zato, da se učimo. Ja, so stvari, ki so čisto naše človeške, ne? So del naše človeške narave in tako smo bili ustvarjeni, pogledamo, kaj lahko naredimo, da čim boljše izkoristimo to stvar, ne? Ker vsako lastnost, ki jo imamo, ki so te naše človeške lastnosti, je lahko nam služi kot dobro in z njo delamo dobro, lahko pa nas ovira. In to je tudi, kar jaz pomagam ljudem prepoznati. Hej, to je tvoj potencial, tebe ovira tukaj, ampak poglej, kje pa lahko ta potencial uporabljaš na pozitiven način. Ne? To so te človeške stvari. So pa določeni vzorci, določena prepričanja, tako kot sem jih imela zelo močno, ne? Tisto, ne? Nikoli ne bo nič s tebe, nisi vredna, nisi ljubljena. Te stvari pa verjamem, da niso od stvarnika življenja, ampak so prišle od nekih stvari, ki so se nam dogajale, tudi generacijsko, kot smo prej govorili. Te stvari pa potem, včasih, ko nič ne pomaga tehnika, je pa dejansko molitev. In jaz sem takrat, ko se mi je to zgodilo, sem začela moliti pri sebi na svoj način, s svojimi besedami. In tudi velikokrat z ljudmi molim.
A je možno, recimo, da nam je skozi določeno prepričanje dana neka izkušnja, da mi potem lahko kot človek zrastemo, kot bitje zrastemo? Ja, Kako ti to gledaš? Ja, gledam tako, da če je, prej smo rekli o tem, ne, da je vse z namenom, ne, in sem rekla, ni vse s pozitivnim namenom. In ja, neko prepričanje lahko zmotno prepričanje o sebi in o svetu, ampak iz tega, ko se mi soočimo, gremo v mir, gremo povezavo, gremo po pomoč, lahko iz tega zmotnega prepričanja zrastemo in smo iz tega boljši, kot smo bili prej. V smislu bolj svetli, bolj ljubeči, boljši kot človek in več dajemo. Ja. Na tak način. Ja, jaz gledam na tak način, da vse v bistvu, kar je skreiran, je, če rečem tako, od Boga, pa če kdo nima afinitete do besede Boga, lahko reče univerzum, vesolje, veliki duh, karkoli lahko uporabi za to, nekaj večjega. In je samo zato z nami, da nam poda roko, da mi naredimo kakšen korak naprej, bližje tej ljubezni. To si dobro rekla, bližje ljubezni, ne? In to je, jaz verjamem, da iz vsega, kar se nam zgodi, tudi če je tako zelo težko, ne verjamem, da je bilo vse težko ustvarjeno strani ljubezni, ampak da lahko iz vsake situacije, ne glede na to, kako težka, imamo izbiro. Rečemo, konec je, ali pa rečemo, ok, odprem se ljubezni, tako kot si dobro rekla, odpiram se ljubezni, prosim ljubezen, pomagaj mi, da iz tega rata nekaj dobrega. To je to, kar sem jaz delala v Gozdu 3 mesece, ko se mi je pol ta preobrat naredil. Odlično. Zdaj pa, da midve samo še mašnico dava na najino srečanje. Kaj je tisto, kar res svetuješ našim gledalkam in gledalcem? Ja. Pogled vase, ampak ne samo vase v svoje občutke, ampak naj raziskujejo, kdo v resnici so. Meni pač pomaga, eno je skozi pogovore z ljudmi, eno je mir v sebi, vzamete si trenutke zase. Dosti ljudem pomagajo skozi knjige, ne? Da pridejo v stik s sabo. Ampak ja, kot mašnica na vse, ne glede na to, koliko je hiter urnik, koliko se mudi, vzamite si čas za sebe, da se umirite vsak dan in tudi tiste stvari, ki prihajajo na plano, poiščite si pomoč. Če ne morete sami predelati, poiščite si pomoč. Ni vsa pomoč tista, za katero morate plačati, za katero rabite ne vem koliko časa, ampak poiščite si načine, da se začutite, kdo v resnici ste, da ste ljubljeni, da to, kar se večino sveta, bi rekla, ne zaveda dovolj. Najlepše hvala, Tina, za obisk, drage gledalke in spoštovani gledalci. Vas pa vabim, da prevzamete na www.bisernica.si/darilo moje brezplačno darilo za vas. Masterclass Moč tvojih možganov. In se gledamo v naslednjih oddajah. Moj odnos do zdravja.